kiparski delavnici Zagrad je 7 kiparjev v pol leta ustvarilo toliko lepega, da so v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine odprli njihovo razstavo z naslovom Iz negibja kamna v razsežnost. Na razstavi so tako dela Alojza Raka, Jožice in Rudija Škofa, Marjane in Lade Vidica ter Rudija Severja, ki so dobili imenitno priložnost, saj so se po zaslugi izvrstnega kamnoseka Francija Kocjana, prav tako navdušenega ljubiteljskega kiparja, v njegovem kamnoseškem obratu udeležili dobro pripravljene kiparske delavnice. 7 avtorjev oziroma 7 ljubiteljskih kiparjev smo celo spomlad oziroma od novega leta pa do maja smo delali na tej delavnici kiparski v Zagradu pod vodstvom Francija Kocjana. On je restaurator, mojster in nas je vzel majhen v roke in smo krasne stvari, kot vidite, naredili in zelo uživali. Kljub temu, da se jaz drugače ukvarjam s slikarstvom, ampak sem tokrat se tudi priključila tem kiparjem in je bilo zelo lepo. Tako da imamo razstavljeno zdaj 7 avtorjev, različna dela, v glavnem je pa vse kamen. Delavnice so izredno prijetne, moram reči, naravnost čudovite, ker so to ljudje, ki pristopajo k tem izredno iskreno. Če hočeš s kamnom delati, moraš biti popolnoma iskren, ker kamen je dovolj bližnjice, moraš upoštevati vse postopke, da prideš do tistega željenega izraza iz njega in to je to. Kiparska delavnica v Zagradu je kiparskim navdušencem nudila vse, kar so potrebovali. Pogoji so bili kar v redu, predvsem zato, ker smo skoraj vedno, razen enkrat ali dvakrat, smo delali zunaj, ker nam je sonček tako lepo sijal tam pred delavnico, da smo delali zunaj in je bilo prav prijetno. Drugače pa fajn je, ker je mojster ima orodja, če smo rabili kaj za prežagati, smo lahko prežagali, če smo material rabili, smo si izbrali, kater material rabimo, smo si šli iskati in tako naprej, tako da pogoji so bili zelo v redu. Tudi orodje nam je posodil, kar nismo imeli sami. Fajn je bilo. Kamen pa je, pregovorno vsaj, eden najbolj zahtevnih medijev za ustvarjanje. Vsak, ki sliši kamen, pa misli, to je tako trd pa hladen material, pa to sploh ni res. Ko začneš enkrat delati s kamnom, tako lepo nastaja in zato smo tako z veseljem vsi hodili 6 mesecev na to delavnico in še bi hodili, če ne bi potem mojster rekel, zdaj je pa konc, zdaj moramo pa začeti nekaj drugega. No, tako da sem spoznala, da je kamen strašno prijeten medij za obdelavo. Ustvarili smo vse izključno samo v dolenjskem kamnu in zasavskem, se pravi so svetli apnenci iz Zasavja, litotamenski apnenci in pa to je mlajša kamenina, rečemo mi, da je to dojenček od kamna, ker ima samo 10 milijonov let, in pa v krednih apnencih, teh sivih apnencih, ki so kot vrh peč sveta Ana je znano, potem še Strmca in pa Ponikve recimo, kjer so tudi nahajališča. Je kar nekaj teh nahajališč. Tudi v Novem mestu je bilo znano nahajališče Portoval, kjer so vsi portali v tem okolju narejeni iz tega kamna. Čudovit material. In ta kamen je tisti, ki je nas vodil in pelil, da smo iz njega luščili, kar si kdo zaželel. In čeprav večini v skupini umetnikov kamen ni primarni medij, so se hitro izkazali in obvladali tudi to veščino. Odlično, vidite izdelke. Stvari so enkratne, vsakdo se je potrudil. Jaz niti nisem mogel več kaj drugega, kot da sem pokazal tiste prvinske prijeme. Vse ostalo so pa iz kamna vlekli, kar so videli. Se pravi, da so bili enkratni. Niti niso tako, bi rekel, začetniški. Se pravi, da so v umetnosti, v duši že marsikaj doživeli, da znajo to narediti. Kot se rado zgodi v poletnem obdobju, pa so se med umetniki spletle tudi prijateljske vezi. Še zdaj se družimo, tako da se vidi, da smo res lepo sodelovali in da ta umetnost pač druži veliko ljudi.